Pozdravljeni v oddaji Ambienti, v kateri se bomo tudi danes navduševali nad novimi izjemnimi bivališči. Vsi poznamo preprosto in med oblikovalci priljubljeno krilatico manj je več. Kaj pa, ko gre za kvadratne metre stanovanjske površine? Tam je več, enostavno več. In to lahko pomeni več udobja, več luksuza, več prostora za tekanje in razigrano otroško igro, po drugi strani pa tudi več dela, več stroškov, večje razdalje, ki morda starejšemu človeku niso toliko po godu. In potem je tu še vprašanje, koliko nas bo na tej površini živelo in koliko potrebujemo, da si bomo hkrati dovolj blizu in po potrebi dovolj daleč. Najprej vam predstavimo hišo arhitekta, ki spodbuja čim bolj racionalno izrabo prostora. Lesena hiša, ki jo je načrtoval zase in soprogo, je velika le 2x po 37 kvadratnih metrov, vendar njun dom nikakor ni premajhen. Priznam, da me je tale dom na Dolenjskem prepričal že v prvem obisku. Mogoče tudi zato, ker sta lastnika podobnih let kot jaz. Dom za dva, po njunih merah, majhna kvadratura, dobro premišljena, pa vendar sredi narave, miru in z vsem udobjem, ki sta si ga zaželela. Tukaj pravzaprav je bilo že prej, je nekdo živel in menda je bila kaj najprej stara kovačija, če sem si prav zapomnil. Ja, najprej je bila kovačija iz leta 1857. Za to kovačijo so se potem drugi lastniki bili, njeni starši, so bili pa tretji lastniki in ta hiša se je potem tukaj obdržala do, mislim, do okoli leta 75, nekaj takega. Od takrat naprej se je pa to nekaj obnavljali, pa nekaj urejali, bilo je pa namenjeno za vikend. Po temu sva pa midva pač se odločila, da bova tukaj živela in smo ta vikend potem spremenili v dom, normalno. Seveda stare objekte, ki so bili slabo narejeni, tudi iz tistih časov še porušili in naredili popolnoma novo leseno gradnjo. Sva vsaj imela namen ponoviti enak urbanizem z enako usmeritvijo, kar se tiče strani neba, zaradi tega, da se pač ohranja nek videz teh razseljene, razpršene gradnje, se reče tukaj na Dolenjskem. Tako da sva obdržala ta urbanizem, zaradi tega tudi sva ponovila dva objekta. Eden je spalni, drug je bivalni. Med njima je edina nova zadeva, je ta povezovalni hodnik, ki pa je za nalaž transparenten, steklen, zaradi tega, da se malo ponovi tisto, kar je bilo včasih, se pravi, se vidi skozi med obe hiši, se ravno tako vidi. Gospa Metka Milovanovič je zasnovo še dodatno osvetlila. Tukaj je bil prej vikend in v vikend pač ni za živeti, sploh ne na stara leta, ker so bile stopnice in dosti strme noter in to. Tako da sva se odločila skupaj, da bova tukaj naredila novo hišo. Pri tem tudi sva upoštevala, da bova tukaj živela sama, da bojo otroci samo občasno tukaj na obisku. Arhitekt Milovanovič zastopa stališče, da moramo biti pri odločanju o tem, koliko prostora za bivanje zares potrebujemo, kar se da realni. Pomembno je, da se varčuje pri kvadratnih metrih in ne pri vgrajenih materialih. Vsak, ki gradi hišo, ne jo gradi zase. Ne za otroke, ne za stare starše, ne za prijatelje, ampak zase. To se pravi, najprej moraš definirati, koliko rabiš prostora, fajn premisliti, prespati in ko prideš do neke odločitve, odšteješ še 30% stran in potem dobiš kvadraturo, ki jo resnično rabiš in tudi izkoriščaš. Oba objekta sta enakih tlorisov, 37 kvadratnih metrov neto, 40 kvadratnih metrov bruto zaradi debeline sten. In ta, v katerem smo zdaj, bivalni del je pač odprt do slemena, medtem ko v spalnem delu imamo izkoriščeno podstrešje, mansardo, kjer so skupna ležišča, namenjena obiskom, prijateljem, tistim, ki se tukaj zataknejo, ki ne morejo domov. V tistem objektu je samo še najina spalnica, kopalnica in to je to. Zakaj imate radi les, če kar tako vprašam? Ja, zato sem malo čez lesa. Verjetno, da ne. Ampak les je, mislim, iz dveh strani ga lahko gledam. Kot arhitekt lahko rečem, da je to odličen gradbeni material. Izjemno dober za obdelavo
je fajn. Ne samo kot gradbeni material, če pa že govorimo o tem, pa se mi zdi, da je dober iz tega stališča, ker je sposoben, edini od gradbenih materialov, sprejemati vlago iz okolice, oddajati vlago takrat, ko je potrebno, s tem, ko ga recimo predelamo v gradbeni material, tudi zadržimo to CO2 v njemu, to se pravi, ga ne sproščamo v zrak. Konkretno ta les vendar ni običajen masivni les. Ja. To so križno lepljene plošče, to je tehnologija že kar nekaj let, 10 let, več kot 10 let stara. Recimo tukaj v tem primeru so to 10 cm plošče, ki so istočasno konstrukcijske plošče in navznoter ravno tako že obdelana površina, stenska površina. Na zunanji strani je pa termično obdelan les, to je pa ravno tako smreka, termično obdelana, kar pomeni, da jim s tem postopkom spremenijo celično strukturo, postane dimenzijsko stabilna, hidrofobna, oleofobna in s tem v bistvu učinek tega je, da ni potrebno nobeno vzdrževanje, nobeno. Ne sme se čisto nič delati, lahko ga umivaš, če hočeš, to je pa tudi vse. Med odlikami tega doma je tudi lega, saj omogoča stanovalcem čudovit pogled na dolino pod hišo, hkrati pa objektom hrbet varuje gozd. Verjetno so tudi stene dovolj izolirane, pa streha tudi. Ne? Ja. Se pravi, objekt je namenoma narejen v nizkoenergijskem standardu, ne v pasivnem, ker smo pač v naravi, kjer se naravno zračijo prostori, ne pa prisiljeno, kot recimo v pasivni varianti. Notranja oprema je tudi veliko lesa, pa bom rekel, gospa je prej med vrsticami omenila, da pravzaprav ni bila prav veliko zaslužna, ampak pri kuhinji pa ste ja imeli kakšno besedo. Ja, pri kuhinji mi je pa dovolj, da sem malo po svojih željah povedala, da rabim veliko predalov in veliko teh površin odlagalnih in predvsem veliko korito, ker tle sva imela malo različna mnenja. Ja, Že nekdanja počitniška hiša je bila namenjena sprostitvi in druženju, kar so omogočili temu namenjeni kotički. Lastnika sta jih še dopolnila. Ja, nekaj teh kotičkov sva ohranila še iz prejšnjih časov, iz časov vikenda, recimo Ognjišče smo že takrat imeli, celo sva ga malo povečala. Potem je iz prejšnjih časov ostala tudi tista klopca pod Macesni, kjer je v bistvu ta naša hiša nastajala, najina hiša nastajala, ker sva jutra in dopoldneve presedela in sanjala, kako bo to izgledalo. Ob spalnem delu doma leži privlačen bazen. Zelo veliko, vsaj jaz ga zelo veliko uporabljam, pa tudi mož, pa tudi vnuki zelo radi pridejo, ker to imajo potem cel živžav na tem bazenu. Zelenjavni vrt je urejen v obliki visoke grede, kar je pogojevalo strmo zemljišče. Ja, zelenjavni vrt je v bistvu umestitev naredil moj mož, ker je bilo tudi tam treba skriti naklon in je bila v bistvu zelo visoka kamnita škarpa. Konstrukcijo je naredil mož. Zdaj to, kar pa je zasaditve na tem zelenjavnem vrtu, to pa je res prepuščeno meni. Na zelenjavnem vrtu nismo mogli spregledati ljubkih dežničkov. Paradižnike je treba zaščititi pred dežjem, so rekli, kar sicer tudi res je moja izkušnja s plesnijo, preden kaj dozori. In sem želela od moža, da mi naredi pač tisto, kot imajo vsi polivinila s to hiško. Seveda ni bil zato, ker res grdo zgleda, ampak je predlagal te dežnike in ja, res lep zgleda in tudi učinkoviti so zadost. Ko smo odhajali, nas je spremljalo zelenje krošenj nad nami. Tudi tako smo znova začutili, kako tesno z naravo je povezan dom zakoncev Milovanovič.
Predstavljena hiša je prav v tem tednu prejela nagrado za inovativne lesarske ideje Big Sea Wood Award 2019 v kategoriji lesene hiše. Čestitamo! V nadaljevanju sledi drugi del prenove mansarde mlade družine, pokukali pa smo tudi v stanovanje naše sodelavke, stilistke in manekenke Jane Koteske. Mansardna stanovanja imajo nekaj, kar jim daje poseben čar. Njihova specifična prostorska zasnova v ljudeh zbuja kreativnost, zaradi katere nastajajo najbolj domiselne bivanjske rešitve. Z dobrim načrtovanjem in malo iznajdljivosti se mansardno stanovanje hitro spremeni v svetel in prostoren raj pod nebom. V pretekli oddaji smo predstavili gradbena dela v mansardi mlade družine. Danes pa pokažemo, kako je za končni rezultat poskrbela ženska roka. Jerneja lastnica in Tina arhitektka. Zadnjič smo dodobra spoznali, kako so potekala gradbena dela pri prenovi vaše mansarde. In zdaj me najprej zanima, kako ste vi kot lastnica doživljali zgodbo prenove? V bistvu za 2 meseca smo se preselili k mojim staršem, tako da same prenove sem spremljala bolj preko slik, ki mi jih je Žiga tekom dneva pošiljal, ker je bil tukaj zraven na objektu. Sej Tina, ta osrednji bivalni prostor je doživel največjo spremembo, ne? In s prestavitvijo kuhne ste dosegli v resnici največji efekt, ne? Kako sta sprejela lastnika najprej vašo idejo, da bomo celo kuhno prestavljali? Ja, na začetku nista bila najbolj navdušena, želela sta si ohraniti pozicijo, potem pa sem jaz naredila izrise, vzela sta si čas in sta ugotovila, da bi se to zelo dobra ideja, ne? Ker obenem dobimo večjo jedilnico. In pa problematična je bila tudi pozicija hladilnika, ki je tukaj v bistvu delno zakrival to okno. Tako da je zdaj lepo umeščen v prostor, imata več delovne površine in pa še kuhna je lepo skladna s celim prostorom. No. Ja, prenove dnevnega prostora smo se lotili tako celostno, ne? Se pravi, začeli smo najprej s funkcijo, se pravi, kuhinjo smo vizualno povezali s samim kaminom, kjer je zdaj vgraden, dobili smo tak malo širši prehod in s tem tudi vizualno povečali hodnik. In v bistvu desno od kamina smo dobili tako samostoječo površino za pisalno mizo in pa spodaj še veliko predalov, ker pač shranjevalnih površin ni nikoli dovolj. Prednost mansardnih stanovanj je, da lahko s strešnimi okni, nameščenimi pod kotom, zajamemo več svetlobe kot z vertikalnimi fasadnimi okni. Obenem imamo pri načrtovanju položaja oken precej svobode, saj je za lovljenje svetlobe na voljo celotna streha vse do slemena. Jerneja, ste zadihali, ko ste dobili večji volumen in predvsem veliko več svetlobe? Ja, to sigurno. V bistvu najprej v prejšnjem stanovanju sva imela samo 3 obstoječa okna, tako da sva jih zdaj povečala plus 10, vse skupaj je 13 oken, tako da ko sem prišla v stanovanje, ko so bila okna že vsa vgrajena, lahko sem sam rekla, wow, mislim, res svetlobe na polno, ker prej je bilo pa kar dosti temačno. Poleg dnevne svetlobe pa smo poskrbeli tudi za umetno svetlobo, tako da v bistvu v samo sleme smo umestili linijski LED trak in pa v bistvu na lege smo umestili reflektorje na mesto visečih luči, tako da je tudi prostor sam z lučmi enakomerno osvetljen. Enako smo tudi na hodniku dodali te cikcak linije, tako da malo optično prostor razgibamo in pa razširimo. In pa tudi v otroških sobah boste videli, smo na same škarje dodali take lepe LED linije, tako da spet prostor popestri, pa da je dovolj svetlo. Ta mansarda je primer zgledne prenove. Lastnik Žiga nas je kontaktiral po tem, ko so 1 leto tukaj notri živeli in ugotovil je, da nekaj ni prav, nekaj ne štima. Na vprašanje, kaj pa, ne, je v bistvu izpostavil 3 stvari. Prva stvar, slaba izolacija. Druga, pomanjkanje razgleda. In tretja, če ga kar citiram, dodal bi še kakšno strešno okno, ker je skozi temno. In v bistvu te 3 razlogi so zelo dobro izhodišče, dobra iztočnica za to, da vidimo, kaj manjka. Ne? Ja, se zdaj počasi prihajamo v ta letni čas, ko bomo dejansko hrepeneli po več svetlobe, ampak okej, s svetlobo se absolutno strinjava. Kaj pa pogledi, razgledi, ta vizualni stik z okolico? Tukaj smo spustili strešna okna tako nizko, kot nam je dopuščala strešna konstrukcija. Dobro bi bilo, da bi si jih spustili še nižje, na kakšen meter. Zakaj 1 meter? S tem dosežemo, da tudi sedeča oseba ima razgled, vidi ven.
Obstaja pa še tretji zelo pomemben element za prijetno bivanje in to je svež zrak. Okna zgoraj niso namenjena samo dodatni osvetlitvi v sredini prostora, ampak tudi zaradi bolj intenzivnega zračenja, da hitreje se zrak zamenja, kot bi naredili prepih. Velikokrat slišimo o tem, kako je zunanji zrak umazan. Veliko premalokrat se pa pogovarjamo o tem, da je notranji zrak tudi do 5-krat bolj umazan, kot je pa zunanji. Ampak a človek pravočasno zazna, kdaj je zrak noter v bivališču slabši? Sami težko. Nam pa današnja tehnologija omogoča, da sistem avtomatiziramo oziroma nam nadzoruje zrak, ki je v notranjosti. Sistem sam meri temperaturo, vlago, CO2 in pa predvideva oziroma pogleda, kakšna je vremenska napoved in sam prezračuje prostor tako, da je najbolj optimalno. To pomeni, odpre okna takrat, ko je zrak noter preslab? Da. Wow. Osrednji bivalni prostor je odprt vse do slemena in deluje bolj zračno in lahkotno. Volumen pod poševnino strehe pa so v obeh otroških sobah še dodatno izkoristili in v njem uredili igralni kotiček. Ste kdaj šli skupaj iskati kakšen kos opreme, pohištva, Ja, to sva se dodatke? pa s Tino kar dogovorile in sva šle pol skupaj malo po trgovinah, da sva pol prilagodile in pri dnevni sobi sva se pač nagibale bolj na barvo kavča in na vse te stvari, no in pol tudi v sobi pri otrokih, tako da... Žiga ni bil takrat zraven? Ne. Tak športnik pa spet ni? Ne. Prosto tudi mi bi imeli kar nekaj fitnesa, sploh pri preprogah. Ja, res ja, pri izbiranju preprog je bilo kar fitnesa, ja. Kaj je bolj ustvarjalno in zanimivo? Izbira oblačil za voditelja oddaje ali prenavljanje stanovanja? Za našo sodelavko, notranjo oblikovalko, stilistko in manekenko Jano Kotesko to sploh ni vprašanje. Čeprav je Janina služba povezana z modo, ki je njena velika strast, njena ljubezen ostaja notranje oblikovanje. Tokrat je bila pri urejanju stanovanjskega prostora še bolj navdihnjena, pred kratkim ga je uredila zase in za svojega fanta v Ribnici. In zdaj nam bo lahko diplomirana notranja oblikovalka iz prve roke povedala, kako se človek dejansko počuti po prenovi stanovanja. Živijo, Jana Koteska! Zdravo, Boštjan. Čau, kako se počutiš tukaj? Jaz se počutim čudovito, ti? Ja, super energija v prostoru. Vidim, da si ga polepšala, ozaljšala in zato me najprej zanima, kakšen je bil pred prenovo. Stene so bile takšne, kakršne so. Nismo delali nekih večjih posegov, tla so ostala ista, okna, vrata, žal jih nisem mogla ven. Potem pa kuhinja in pa sedežna zaenkrat sta še takšni, kot sta bili. Za Jano Kotesko je ustvarjalnost način življenja. Zato ne preseneča, da njeno stanovanje oddaja to igrivo kreativno energijo. Obiskovalce navdušuje polno barv in rastlin, ki stanovalcem ponujajo domače, prijetno vzdušje. In prav to je bil pri prenovi cilj, da se v stanovanju predvsem ona, njen fant Ivo in njegov sin Izak, pa tudi gostje, dobro počutijo. Jana je prenovo odlično izpeljala, kar ne preseneča, saj je že na šoli za oblikovanje za diplomsko nalogo raziskovala, kako prenova prostora vpliva na počutje stanovalcev. Njeno gnezdece je v Ribnici, nasproti cerkve svetega Štefana. Si imela takoj predstavo, ko si stopila v to stanovanje, kaj bi naredila na novo? Ja, ko smo dali pohištvo ven prejšnjo, sem imela že tako ideje. Vedela sem, da želim imeti veliko mizo, masivno, na kateri lahko tudi plešem. Ne? Res? Na mizi? Wow. Ne, samo res je taka močna. Nisem mi všeč stanovanja, ki so preveč sterilna in ne vem, da se tudi vsak prah, vsako oblačilo, da se ne sme odložiti kjerkoli, ampak meni je všeč, da se vidi, da stanovanje živi. V stanovanju, v katerem so še posebno opazne slike, 2, ki ju je ustvaril njen oče, ljubiteljski slikar, in 2 sliki umetnice Irene Orel, je Jana našla prostor tako za sodobno pohištvo, kot za stare predmete, ki že imajo svoje zgodbe. Tako kot na primer kos stare preproge iz Makedonije.
Kar velik prostor je tale jedilni prostor, velika miza, kot si prej rekla. Kdo zdaj pri vas toliko dobro kuha? Ja, v bistvu moj Ivo je odličen kuhar. Ko sem prišla v Ribnico, sem se tudi naučila nekih dobrih specialitet, narediti domačih. Tako da v bistvu sem ugotovila, da nisem toliko slaba kuharca. Veš, Boštjan, nisem imela motivacije kuhati, zdaj pa imam. Mogoče je ta miza ali pa ta večja kuhinja prispevala k temu. No? Jana obožuje zelenje, zato ga je vključila v vsak kotiček. Po stanovanju jo spremljajo kot všečna druščina. Kot nekdanja manekenka, ki še vedno kdaj skoči pred fotografski objektiv, Jana ni vajena samo manekenske hoje, ampak pri urejanju prostora in ustvarjanju kombinacij starega in novega marsikaj naredi tudi sama. Takšnega dela je, kot pravi, vajena. Nekatere kose pohištva je sama prenovila in jim tako dodala osebno noto. Pomeni mi veliko, da recimo sem prinesla kaj iz babičinega podstrešja, da mi je kdo kaj podaril, da sama tudi kaj prepleskam, pošmirglam, zašraufam. Tili stoli recimo malo škripajo vmes, če bodo gledalci slišali, so iz bivšega sejma, stari so tudi eni več kot 50 let. Ja. Tako da... In želiš, da taki ostanejo, da se malo sliši starost v njihovih kosteh? Vsakič, če se kdo malo teži, ti si, Boštjan, super, ampak teži usede gor, se spomnim, da bi ga bilo treba še malo restaurirati, mogoče malo tele vijake priviti močneje, ne? Sproščen slog v stanovanju poosebljajo makrameji, starodavna umetnost izdelovanja vozlov v določene vzorce. Izdelave makrameja se je Jana lotila kar sama, kombinirala jih je z lesenimi detajli iz narave. V tehniki makrame ima Jana stensko okrasje, dekorativne dodatke, namizne pogrinke in viseče cvetlične lonce. V kopalnici sta prha in kat, ampak kot da to Jani ni bilo dovolj, je dodala marsikateri element, ki na prvi pogled ne spada v kopalnico. Medtem ko v kopalnici rastline visijo s stropa, v spalnici vzhaja sonce. Spalnica je bila večji izziv, ker je bil prostor samo za posteljo in omaro. Zato je z barvo poživila prostor. Izbrala je zemeljske tone. Jana pravi, da je včasih za veliko spremembo potrebno zelo malo. In res je. Janin poklic zahteva veliko dinamike, ampak za delo od doma, ko si recimo sestavlja svoj tedenski urnik, si je ustvarila poseben kreativni prostor, ki jo, kot pravi, povabi k sebi vsakič, ko ga pogleda. Iz svojega belega kotička, ki je del dnevne sobe, gleda naravnost na Plečnikove zvonike v cerkvi svetega Štefana. Jana, naj ti zastavim še eno vprašanje. Kaj je po tvojem lažje ali lepše, oblačiti ljudi ali stanovanja? Veš kaj, stene so tiho, ne? Stene so tiho in z njimi sem samo jaz, ne? In jaz točno vem, kaj bo kam pasalo, recimo kakšna slika, kakšen kos pohištva in noben ne more oporekati, ne, recimo. No ja, eden doma lahko, ne? Vse se kar zmenjava. Če se pa vrnem na stiliranje, tebe, Boštjan, je super oblačiti, če si mislil... Ker sem kar stena, sem bolj tiho, ne? Ampak, ne vem, bolj uživam v opremljanju stanovanj, bolj dinamično, pa bolj živo je pa vsekakor stiliranje ljudi. Janina dobra energija je nalezljiva. Če ste se slučajno tudi vi nalezli s kakšnimi idejami za stilsko preobrazbo bivališča, potem lahko z gotovostjo rečem, da se vložena energija v dobro počutje sredi domačih sten vrne in odraža še marsikje drugje. Zato predlagam, da po nove navdihe pridete tudi naslednji teden, ko vam pokažemo zgledno načrtovano sosesko masivnih lesenih hiš v Stražišču pri Kranju in prenovljeno spomeniško zaščiteno Vrbanovo domačijo v Poljanski dolini.